Čau, dragi moji, kje ste, kako ste? Vem, da je mečkano vse drugače, po novoj pisarni sem preselila sem se, to sem že zadnjič v prejšnjih videih razlagala. Današnji video bo true crime, zelo tak hard true crime, ker govori o pig farm killerju, o moškmu, o mesarju, ki je na svoji klavanci ubil desetine žensk in skoraj noben ne govori o tem. Ampak, preden gremo v ta video, hvala sponzorju tega videa, Sonyju. Ker Sony ima bolane nove brezžične slušalke. Ni me več. Prva stvar, ki jo začutiš pri teh slušalkah, je, da te dajo na off, da te dajo v zone out, da si v svojem svetu, da imaš mir. Najboljše odpravljanje šuma v panogi do zdaj. Tako da, če to že imaš, good for you, ampak ni the best of the best. Mogoče tudi zaradi tega materijala. Koliko je to soft? To je na nov razvito usnje, ki daje nerealno. To je ko oblak. Next level so pa tudi zvoki klicev in obviously muske zaradi posebno razvitih 4 mikrofonov na vsaki slušalki oziroma 8 skupnih mikrofonov ima. Dejansko imajo opcijo stop music. Ko se začneš pogovarjati, avtomatično prekinejo musko. Torej, če bi jaz začela z nekom klepetati avtomatično, toliko je smart, da neha muska igrati. Valjda imate to opcijo preklapljena z 2 pa s 3 prsti. Naenkrat so lahko povezane na 1 ali 2 napravi in pa the shit, informacija teh slušalk, ki bi mogla kuj na začetku povedati. Baterija. Baterija drži 30 freaking ur. Druga stvar je pa to, da v 3 minutah jih nafilaš za 3 nadaljne ure. Torej, če jih do konca spraznaš, moraš na letalo, moraš na pot, moraš ne vem kam, 3 minute, 3 ure spet imaš foro. Zdaj pa, ko ste me tako lepo poslušali, ste si pa zaslužili true crime. Robert Willie Pickton je bil rojen 24. oktobra 1949. Imel je še brata pa sestro in oni so bili nasploh v familiji družina pig farmerjev, torej rejcev, prašičev in tudi oni in njegov brat sta bila že 4. generacija rejcev prašičev v tej familiji. Potem sta imela pa še sestro, ampak za sestro so takrat rekli, ne spodob se to, ona se ne bo s prašiči ukvarjala in so jo poslali naprej na šolanje. Hvala Bogu, da ni bila priča in deležna tega, kaj se je dogajalo na tej reji prašičev. Vem, da sem o tem že enkrat na hitro govorila, ampak na hitro danes bomo šli pa v detajle, če so kdo slučajen spomnil, da smo že govorili o tem primeru. Što se o tem, da je bila njihova farma predvsem primitivna farma, prašič so res letali povsod. Mami, recimo, mamice so tiste, ki so navajene red gor držati pa čistočo, čeprav to ni lepo, to je seksistično, ampak njihova mami ni bila taka, njihovi mamici visel dol, povsod je bil nared, prašiči so bili povsod, vse je bilo na hojla, dri po domač povedan in preprost na ta način so odraščali. Willie, ki bo ta glavna oseba tega true crima, je bil deček, ki je bil že takrat tak, da je ves čas smrdel, ves čas se je vrtel okrog prašicev, ves čas je imel umazana oblačila. Mami ni bila taka, da bi za to poskrbela, kdo drug potem bo, ne. Ves čas je bil sam, na avtobusu je sedel sam, ni imel prijateljev, ves čas so ga zajebavali, da stinky boy je bil on. Zajebavali, da je stinky pig in njega in njegovega brata, tako da kvečem sta skupaj tičala z bratom, kakor se je dal, sta pa tudi na skrivaj ves čas zbežala iz šole, se pravi, na nek način sta zbežala domov, se skrila v nek del hiše ali pa v dejanske hleve, klavnico itd., kjerkoli sta že imela prostor, dokler nista šla lahko v hišo in se pretvarjala, kakor da sta cel dan bila v šoli, da sta pač se mami zlagala. Imel je sicer on to lastnost, da je šparal denar in ko je našparal dosti denarja, ki je bil še, ne vem, mislim, da pod 16 si je kupil svoj prvi avto. In zdaj ta avto, je bil njegov best friend oziroma njegov edini friend, pa kakor se to čuden sliši, res cel svoj srce je dal v to avto, vsako minuto, vsako idejo, vse, kar ga je osrečevali, je bil ta avto. Enkrat je prišel dan in ta avto je bil razbit, mami mu sem rekla, poglej v hlev in je šel pogledati in je najdel ta svoj avto, razbit, neuporaben, kaput in takrat je bil itak do konca razočaran, žalosten, jezen, potrd, avto mu je bil vse. Ko je bil še ful mlad in hodil v šolo, je postal tudi butcher vajenec, torej mesar vajenec in v tem je bil resno dober. Je pa to ena taka nenavadna stvar, da se s tem hvališ, on si s tem ful hvalil. Taka stvar je, ker res nisi cool, če to si, ampak očitno sta bila res on in njegov brat taka otroka, da jim ni bilo prav veliko mar, kaj je dejansko cool. In pač edino v tem je bil dober, pa tudi ni dolg časa trajal, dokler ni dejansko sam postal mesar. Nekaj časa je bilo življenje njihovo dokaj normalno, dokler njegov brat, ki je bil starejši, ni dopolnil 16 let in se je odločil voziti tovornjak. Šlo si bil v tem, da je takrat zbil enega 14-letnika in to je bila takrat kar velika prelomnica za celo njihovo družino na nek način. Ne vem, ko sta bila tega otroka vzgojena, ampak ta brat je takrat tega 14-letnika pustil na cesti, zbežal tam,
in šel povedati mami, kar bi bila dobra stvar načeloma, ampak ne v primeru te družine, ker mami, ki je tja prišla, edina njena ideja je bila, ok, moram nekaj ukrepati, in je tega fanta lepo skotalila v najbližji jark, ki je bil pa napolnjen z vodo in blatom in ni bil samo umazan, stvar je šla tako daleč. On je bil takrat še živ, prosil je za pomoč, mislil, da je dobil pomoč, ampak ne, ko je ona porinila v ta jark, je potem tudi se utopil, pač umrl je. Umrl je zaradi tega, ker mu niso pomagali, ker ni bil mrtev še prej. Mislim, meni je to tak mindfuck, da se mami odločil narediti. Skratka, policija na tem območju, na tej točki se že začne čudaškost te policije, ker res niso bili okej. Mislim, to zdaj je samo uvod, vam bom rekla, to, koliko je bila policija pri tem primeru nasploh v tem okolišu fucked up. Najdeli so tega fanta, najdeli so truplo, rekli so, okej, smrt je zaradi utopitve, okej, to vemo, ampak prej ga je nekaj hudo zbil, ampak, whatever, okej, nekaj ga je zbil, nima veze, utopil se je, who cares, gremo dalje. Life je šel normalno naprej, očitno se tukaj začne saga, koliko lahko je tukaj ubijati. Leta potem je Willi star 21 let in začne delati na domači farmi, bil je dober v tem, kot sem že rekla, in je prevzel naprej to, da je predno delal, da so farmo že 4. generacijo furali dalje. Potem se pa njegovo težko življenje začelo, zaradi tega, ker on je pridno delal, medtem sta pa njegova starša oba zbolela. Oče je umrl, medtem ko je mama zbolela za rakom, ampak na ta način tako hudo, da je mogel Willi za njo skrbeti. Menjal je plenice, hranil je, ves čas je mogel biti na razpolago in to opisuje kot neko stvar, da je njemu zelo udarila na karakter, oziroma travmatična je bila zanj, tako. In konec koncev je tudi mami umrla. Je pa tako, da potem brat in sestra sta pa oba bila nista želela nič imeti s to farmo, tako da Willi je bil tisti, ki si je in želel in je bil dober v tem in je očitno predvsem prevzel. Prej nisem omenila, to se dogaja bliz Vancouvra, to je še najbližji večji mest. In on je v bistvu ratov prepoznavan, že prej je bila njihova družina prepoznavana potem, da so imeli pač rejo prašičev. On je pa zdaj ratov prepoznavan kot tisti grumpy pig farmer, tak ves čas mal grumpy, nesrečen, depresiven, tak random dec, ki so si vedeli, da obstaja. Je pa veliko svojega časa preživel v Red District območju, torej to bi se najlažje prevedel v četrt prostitucije na nek način. Ampak zanimivo, da je on tam ni časa preživljal v smislu, da je rabil seks več ali manj, ampak preprosto zaradi tega, da je družil se s temi ženskami. Pa ne samo družil, on je tudi ratal ekstremno uspešen v svojem poslu in je bil znan potem pri teh ženskah, da je bil prijazen. Da je bil tak, da jim je z lahkoto dobavljal mamila, ker te ženske so bile večinoma baje, oziroma v res veliki meri so bile odvisne od mamil. In ni tako je to začaran krog, ni treba recimo plačati, daš preprosto mamila in one so se z njemu družile, on je predvsem rabil družbo in pogovor. Ženske so prihajale k njemu v trailer, oziroma v prikolico, ker ne vem zakaj točno on ni bil hiš, ampak je živel kar v prikolici. In veliko je to zamenilo za ta mamila, si je tudi želel, da jim pucajo, tako da so čisle pri njemu. Enkrat se je pa on odločil, da pripelje 14-letenco in takrat se je prvič zgodilo, da je Willi Pickton ratal nasilen in je to 14-letenco posilil, napadel z nožem in odvrgel na bližnje parkirišče. Zdaj pa tako, saj mi, da ne bi vedeli, ne bi se 10 let nič tacga več sporenega zgodil z njegove strani. Da so bili zločini, ampak mi ne vemo 10 let potem, da bi se karkoli zgodil. Pa je ful weird je to, da sta skupaj ustanovila eno non-profit organizacijo, neprofitno organizacijo. Rekla se je Piggy Palace Non-Profit Society in že to je mesko. Prirejala ste velike evente, rejve, tudi do 2000 ljudi, veliko drogerašev in prostitutk. In znana so bila potem, da sta potem ženske peljale v to svojo prikolico in tam ne bi se naprej družili, hangali, tudi spali že en z drugim, jemali mamila in tako naprej. Znan je bil potem, da je tisti good guy, ki daje mamila, ki je radodaren, ki je pri njemu fun, ki je pri njemu cool. Ful ne bi bil za kinky stuff, za BDSM in take mečkam bolj krute zadeve. Tukaj na plano pride pač ta filozofija, ker nikoli v lifeu ni imel dejanske kontrole, vedno je bila pač mami oziroma kdorkoli drug, in tukaj potem se začel izživljati na ta način. Enkrat je pripeljal eno prostitutko, tudi odvisno od mamil, z imenom Wendy in pri njej se je spet začela ta saga nasilnosti. Priklenil jo je in potem ne bi postal nasilen. On je šel proti njej z nožem in jo že nekaj porezal in ranil, medtem ko je, hvala Bogu, ona tudi našla nož in se v bistvu do te mere branila, da je takrat ušla in pobegala.
Ta ženska, ki je pobegnila, je mogla v bolnišnico in zelo dolgo časa so jo dejansko zdravili teh ran. Istočasno je bila pa toliko prestrašena od dogodka in tega, ker se je zgodilo, da ni upala na sodišče. Preprosto policija na tej točki ga lepo spusti, ker ona ni upala pričati proti njemu, on pa pač preprosto je zanikal in to je to. Taka je to država. Njegova naslednja žrtev potem je bila 24-letnica, ki je bila odvisnica od heroina in on je obljubil droge in nje potem nikoli več nihče ni videl. In ta 24-letnica naj bi bila tudi na nek način začetek njegovega morilskega podvigovanja vse od leta 1995 in 1998, kjer pa ste 29 žensk, vsaj da mi vemo, da mi potrjeno vemo, da jih je takrat na tem območju izginilo. Naj bi jih zvabil svojo prikolico, kot sem rekla, večinoma, res večinoma so bile to odvisnice od kakršnekoli droge in to je bil vedno njegov povod. Zvabil potem v prikolico za denar, za droge, kakorkoli že, za seks. Navadi jih je zadal z žico, tanko žico ali pa s pasom. In potem, na kakšen način je on pogosto žrtve ubijal, je meni fascinantno, ki se je to sploh spomnil, od kje mu ta ideja, ampak on je v njih za injekcijo vbrizgal veliko količino antifriza, torej tekočine za šipe, da ne zmrznejo pozimi. Potem je pa telesa nesel v klavnico in naredil enak postopek kot s prašiči. Zato je pa Pig Farm Killer, ker je dobesedno klav ženske. Obesil jih je, ven je dal drobovino, potem, ker je ostalo, je pa zmlel in dal prašičem za jest. Što z tega postopka je, da od žensk ni ostalo nič in on je zelo dolg časa prosto šetal po prostosti, zaradi tega, ker od njih ni ostalo nič in pri njemu ni bilo nič za najdeti. In kot sem rekla, ta policija je bila res posebna cvetka, ker ženske so bile prijavljene od teh kolegov, raznih od kakšnih sorodnikov, kakorkoli že, so se drugi ljudje oglašali, ampak noben ni ukrepal, kao ja, pa se je droge, pač je že šla, je že pobegnila, še flida, veš, pač ni. 29 je bil prav vzorc podobnih žensk, ki so takrat izginile v teh 3 letih in noben se ni za to brigal. En model je bil, ki je takrat delal na tej farmi. Dejansko na njegovi farmi je bil zaposlen, tako občasno je prihajal tja, ne vem, a po meso ali pripeljal meso, ne vem, ampak je opazil, da se tam dogaja nekaj čudenega. In je dejansko, ko je prijavil policiji, rekel je, dej pejte to preveriti, malo je čuden, ne vem, kaj se dogaja, ampak če ne drugega, prašiči se čuden obnašajo. Ženske pridejo in ne odidejo. Ker pa se tiče obnašanja prašičev, dejansko so hodili za njemu in so ga hoteli pogrickati. Se pravi, mogoče so bili preveč navajeni človeškega mesa, I don't know. Prašiči tako vse pojejo, ker jim daš. Našli niso popolnoma nič. Torej, on in njegov brat Willy in njegov brat sta bila vedno v interesu policije, vedno so pomislili na njiju, ker pač so jih že ljudje prijavili, ampak nikoli niso nič našli in se ni nič več tukaj odvijali. S tem je imel eno cimro. To cimro je dolgo tako, dejansko je bila prej njegova prijateljica, ampak je bila odvisnica od kreka. In je enkrat prišla v klavnico in je bila tam ena ženska, ki je visela gor na kavlu in očitno je on jih dajal iz kože in iz drobovine. In kaj je naredila? Ne, ni povedala policiji. Rekla je, dokler mi už dovajajo mojo drogo, bom jaz tvoja cimra in bo pač cool. In dejansko sta bila taka cimra. Na ta način pač kaj. Ženske niso želele več k njemu. Očitno se je razširila govorica, da se nekaj čudenega dogaja in da ima opasno in nevarno in naj rajš ne grejo. In potem je on že prosil te druge ženske, ki so mu še dokaj zaupale, ne našunta druge ženske, ali pa tudi, če so vedele, da to počne, jim je rekel, ja, ti bom toliko več tega pa tega dal, ti sem pripelj meni uno žensko. Jaz to moram verjeti, ko se dogaja v tem primeru, pač kako je on to vse preživel. Po 98. letu je bilo število teh izginulih žensk 62. To je tak bizaren serijski morilec, ki se toliko malo govori o njemu. Tega policija ni mogla več ignorirati, ma ne moj. In so začeli preiskavo, vsi, ki so pomagali, so pogosto omenjali to Pig Farm, vsi so skozi govorili, pejte tja pogledati, tam je nekaj čuden, tam nekaj veliko dni nazaj prišlo. In ja, še vedno je bil on v interesu in njegov brat, ampak niso nič naredili. Niso rekli, naj bo tam patrulja non-stop in pa čekira. Če jih ne bo en mesec nič zginili, je pa zelo opasno. Ali pa če pa bo kakšno se pojavila, pa vemo, da nekaj ni okej. On je pa ratov koki, ratov je ful ego boostano ponosen, ker ga nikoli niso ujeli. Ampak se pozna to počasno na njegovem delu, ker se ni več toliko korenito začel znebljati ostankov trupel. In je določene glave, da jo, ne vem, v zmrzovalnik in tam pustil. Eno je na nov spet pripeljal takrat
In po seksu jo tokrat ni, ne vem, zadavo tralala in se je previdno z nebom, ampak jo je ustrelil s pištolo in posledično je bila kri dobesedno povsod. Februarja 2002 se končno ta zgodba začne naprej odvijati, ker je en voznik tovornjaka poklical policijo in je rekel, da je videl na tem območju, pri njemu doma, pri Pictonu doma, je videl ilegalno orožje. In takrat so našli inhaler od ene ženske, to je tisti za astmo, in gor je bilo njeno ime, potem je bilo to ful tak očiten kao povod, da morajo naprej raziskovati. In ko pride policija takrat drugič na farmo to raziskovati, ker so imeli spet nadaljnje dovoljenje zaradi tega inhalerja, so našli takrat svašta in je bila medijska norišnica zaradi tega, ker so našli kriv tiste ženske, našli so pištolo, ker so to žensko slačeno noter v sodu, ki je v neki roza tekočini plavala, možgani so plavali, vse je bilo tam, fuj, glave v tistih žensk zmrznjene, mislim, da so tudi našli, v glavnem takrat je bila medijska norišnica, ker je vse prišlo na plano. V intervjujih je on užival, pa ne zato, ker se je hvalil, ampak zaradi tega, ker ni priznal popolnoma nič in istočasno je bil ful ponosen, da niso nič iz njega spravili. V teh ženskah je govoril dobesedno, kakor da so objekti, tako objekti za njegov fun, pa naj bo to ali seks ali pač klanje ali whatever. V glavnem, sam nekaj, da se igraš s tem. Tudi detektor laži je bil dokaj neuporaben, ker kot vemo, če je nekdo patološki lažnivec ali pa psihopat ali pa karkoli takega, mu nič ne morajo te stvari. Pač preprosto se toliko z lahkoto laže, da jih senzorji niti ne zaznajo. Je pa potem, haleluja, bil undercover policaj oziroma policaj pod kliniko, ki je enkrat z njemu hangal in ga je dobil. William Picton mu je priznal vse zaradi tega, ker se je začel toliko hvaliti, da mu je povedal vse in povedal mu je takrat, da edina stvar, za katero mu je žal, je to, da so ga ravno dobili pri 49. žrtvi, torej očitno jih je bilo 49, da ni še ene nacepal, da bi bilo 50. Hvalil se je, koliko je dober in da je najboljši, ker drugi serijski morilci naj bi ubili ponavadi povprečno maksimum 42 ljudi, tako da bedneži. Ker on ni priznal nobenih umorov, so ga lahko obtožili samo za tiste, ki so jih dejansko lahko povezali z njimi, torej, ki so našli kakršnekoli ostanke na njegovmu domu, na kmetiji, na farmi. V glavnem, iskali so te dokaze neke 2 let, da so potem našli nekih 6-7 povezav, torej za 6-7 umorov so ga lahko okrivili. Grožno je, da je prišlo v javnost, da je velika verjetnost, da je on v svoje mesne izdelke verjetno tudi mešal meso teh žensk in tudi to je bilo potem. Noben ni mogel več dokazati, ker ni bilo več teh mesnih izdelkov, ampak ja. In obtožen je bil za second degree murder. To v bistvu pomeni, zdaj končno vem, to pomeni, da je to neplaniran umor. Kako the fuck lahko ubiješ 50 ljudi, pa recimo, da te obtožijo na koncu, da porota reče, ok, 6 jih je bilo, ampak kako je lahko 6 neplaniranih? Kaj da bi meni zdaj le pisarno v letu in bi jaz po pomot ga malo zaklala. Ups, ne, malo se ustrašam, pa kar po pomot to naredim, veš, pa da bi to se 6-krat zgodilo. Super porota, dobro ste se to odločili, mislim. V glavnem, itak je dobil maximum sentence do konca življenja, kakorkoli že in ja. To je to za ta true crime, verjetno je malo daljši, upam, da vam je bil všeč, ful je bizaren, ne vem, zakaj toliko malo ljudi ve zanj, ker je pač kva. In to je to za danes, dragi moji, pridni bote, radi smejte, aj, čau.